Lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovane, dobrodošli v družbi televizije Vaš kanal. Evropska unija se je leto dni pred evropskimi volitvami znašla v položaju, ko bodo morale članice unije evropskim državljanom, svojim volivcem, odgovoriti na nekatera ključna vprašanja. Odhod Velike Britanije iz unije, skupna varnostna politika, migracije, vloga mladih pri kreiranju prihodnosti Evropske unije. Številni izzivi, bi lahko rekli. No, o nekaterih bova že danes govorila z mojo gostjo. Lepo pozdravljeni, Manja Toplak, vodja pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, in dobrodošli pri nas. Lepo pozdravljeni. Bi morda uvodoma midva nekoliko razložila vlogo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, ki jo vodite, namreč skozi letošnjo sezono, ko smo pripravljali oddaje s tematiko Evropske unije, je bila kar nekajkrat omenjena pisarna Evropske unije v Ljubljani in smo dobili kar nekaj vprašanj, kakšna je vloga, jo lahko obiščemo, torej kakšna je vaša vloga dejansko. Hvala za vprašanje. Naša ključna vloga te pisarne je pravzaprav komuniciranje z državljani, Slovenci. In tu poskušamo zajeti čim širšo publiko. Od mladih imamo veliko aktivnosti za mlade, do starejših, do profesionalcev in seveda tudi medijev. Tu bi pa rada omenila eno stvar, da vrata hiš, nahajamo se v Ljubljani na Dunajski v hiši Evropske unije in ta vrata niso zaprta, ta vrata so odprta. Lahko nas pride obiskat vsakdo, vsak dan ob 9. do 18. ure in notri jim postrežemo kar z zabavnim programom. Imamo en tako imenovan multimedijski center, kjer na zabaven, interaktiven način lahko spoznajo delo Evropske unije, tako Evropskega parlamenta kot tudi Evropske komisije. Zelo je zanimivo za ta mlade, ki se radi poigrajo z tistimi raznimi napravami v naši hiši Evropske unije. Se poslikajo, imamo tudi fotobooth in lahko naredimo tudi prezentacijo za njih, ker jim povemo kaj podrobneje o Evropski uniji. Torej, jaz bi vam svetovala, da nas obiščete in da sami pravzaprav spoznate, kdo smo in kaj počne, zakaj Evropska unija, kaj počne parlament. Dobrodošli. No, vsekakor je to zelo dobrodošla informacija in jaz verjamem, da bodo gledalci, ko si bodo to oddajo gledali, to sledili in izkoristili to priložnost. Sedaj se bova pa malo poigrala z številkami, to je vedno zanimivo, ne? Zadnja javnomnenjska raziskava Eurobarometer, narejena aprila letos, je pokazala rekordno podporo Evropski uniji. Kar 60% evropskih državljanov pravi, da je to prava zgodba. To je dober znak, ne? Tako je. Od lanskega leta naprej se podpora Evropski uniji vedno samo še zvišuje. Tako bi rekla, nekako smo v enem zelo ugodnem času. Po leta 2006, ko so se začele krize, oziroma leta 2007 so se pravzaprav začele, 2006 smo imeli še visoko podporo, oziroma Evropska unija imela še visoko podporo, leta 2007 pa je začela padati. In padati zaradi različnih kriz, od finančne do migrantske, vse je šlo nekako narobe. In zdaj pa smo začeli zaznavati gospodarsko rast povsod, tudi v Sloveniji pravzaprav. In to ljudje čutijo, spet gledajo pozitivno na Evropo. Poleg tega pa se je zgodil še Trump, se je zgodil Brexit in ljudje so se malo streznili. So začeli zavedati tega, kaj pomeni pravzaprav biti v Evropski uniji, da je Evropska unija tisti prostor, tisto območje, kjer smo varni, kjer je kar visoka blaginja in to se zdaj odseva tudi v tej javnomnenjski raziskavi, ki smo jo opravili ta april. Vi ste veliko na terenu po Sloveniji, srečujete se z državljani in državljankami. Ali tudi vi kdaj dobite občutek, da se premalo v Sloveniji zavedamo, da smo enakovredni evropski državljani kot ostale članice? Odvisno. V zadnjem času sem bila veliko na terenu, veliko sem se pogovarjala z mladimi ljudmi pravzaprav. In moram reči, da sem prav presenečena, da jih pogosto napačno ocenimo.
ljudje poznajo, nekako vejo, da so Evropejci. Morda se tega ne zavedajo ali ne bodo hodili po cesti in rekli, jaz sem pa Evropejec in to. Pač pa, ko se pogovarjajo z njimi, razmišljajo globoko, nekatere stvari sicer dejansko ne poznajo, ampak da so pa Evropejci, pa vejo. In da smo enakopravni, pa tudi nekako vejo. Je mogoče to bolj krivda v medijih, ki večkrat poročajo o teh prvorazrednih, drugorazredne države, ali smo na tem vlaku, ali smo na onem vlaku. Jaz v resnici mislim, da se sploh pa mladi nekako zavedajo, da so v Evropi. No, to je tudi na nek način malo, bo rekla, tema, ki jo politiki zelo radi glede na, da rečemo, narekovaju, letni čas politični malo izkoristijo, pa uporabijo za neke svoje komentarje. To je to, ja. Pa, veste, pa morate tudi še to vedeti. Mi smo, recimo vzajmo primer, ko sem jaz bila mlada. Gremo malo na ta mlade, ker smo ravno govorili o tem mladih. Ko sem jaz bila pač mlada v tistem, še dijakinja, pa potem začela študijem, pa to. Takrat sem se jaz še kako zavedala, kaj je Evropa, ker sem želela v Evropo. Takrat sem najprej smo bili v Jugoslaviji, pol tudi v samostojni Sloveniji, ampak še zmeraj izven Evrope. In jaz sem si želela v Evropo. In sem si želela, sem vedela, kaj to pomeni. Sem želela življenje brez meja, sem si želela študija v tujini, potovanja. Ti ta mladi pa to že imajo. In zato mogoče mislimo, da se ne zavedajo tako močno tega. Ker so zmeraj živeli, njim je bila Evropa v zibelko položena, oni so zmeraj živeli v Evropi brez meja pravzaprav. Vsi vejo, da lahko grejo na študij Erasmusa oziroma na študijsko izmenjavo, če bodo želeli. Za mene je to bila ena takšna, mislim, jaz sem šla, ampak zato, ker sem študirala v Avstriji, čeprav smo še bili v Sloveniji, takrat, mislim, še nismo bili del EU-ja. In za mene je to bilo nekaj tako posebnega. Danes pa je to možno, več ne vidiš kot nekaj, kar bi rad dosegel, ne. In jaz mislim, da zato to zavedanje mogoče ni tako, ne izrazijo tako, kot sem jo recimo jaz ali pa moji vrstniki takrat. Ker nekako konec koncev s to možnostjo sobivajo, kot ste rekli, jim je položena v zibelko, imajo vse možnosti, priložnosti. Vsem nam, veste, se tudi hitro pozabimo, kaj nam je Evropa prinesla. Zdaj, moji starši bodo še govorili o tistih časih, ko smo, ne vem, ko smo hodili preko meje v Avstrijo in smo tam kupovali banane in margarino in pralni prašek, ne, to mnogo kateri omenijo, ne. Danes, da jaz to povem svojim otrokom, jim je to nepojmljivo, tisto, kaj pa mi govoriš to. Tako da hitro tudi mi pozabimo, kako je živeti z mejami, kako je živeti dejansko kot drugorazreden Evropejec. Samo poglejte, kako smo, ne vem, ali smo šli, pred kratkim sem se s prijateljico pogovarjala, kako smo šli skupaj na Dunaj, na izlet. In smo razmišljali, a bova plačala za metro, ali bova raje šli peš, da bova prehranila te šilinge. In smo raje šli peš, ker nam je bilo pomembno. Ali kje bova kavico popili. Danes smo Slovenci tam nekje, ker so tudi Avstrijci. Točno, to je res. Bo pa vsekakor, in tega se Evropski parlamenti, tudi naši, tudi slovenski evroposlanci, s katerimi smo se pogovarjali v preteklih mesecih, zelo zavedajo, da eno leto pred evropskimi volitvami je eno pomembnejših vprašanj vloga mladih pri kreiranju prihodnosti Evropske unije. Tukaj seveda imamo v mislih na tiste mlade, ki bodo prihodnje leto maja imeli volilno pravico. Tako je, poskušamo tudi v naših aktivnostih, ki jih organizira pisarna Evropskega parlamenta, se zelo osredotočimo na njih, na te tako imenovane prve volilce. Ampak sploh na mlade, med, ne vem, 18-24 let ali pa še več, seveda. No, in to pa predvsem zato, ker je na prejšnjih volitvah, leta 2014, prejšnjih evropskih volitvah, je bila udeležba mladih zelo zaskrbljujoča. Okrog 14% mladih je šlo voliti.
In se pravi, poglejte, v 86 ni šlo, kar je, in prihodnost je pravzaprav v mladih, ne. In zato poskušamo nekako njih motivirati. So pa po vseh raziskavah prav ta mladi zelo proevropski, ne. Oni zelo redko povejo kaj slabega o Evropi, oziroma to gre kar mimo. Nekako vse, ko se pogovarja z njimi, se zelo zavedajo. Mi sami nekako predstavljajo pozitivne strani Evrope in so navdušeni nad Evropo. Ampak voliti pa ne grejo. To je zanimivo, ne? Pred dnevi ste pripravili zaključni dogodek v izobraževalnem programu Šola, ambasadorka Evropskega parlamenta. V tem šolskem letu je sodelovalo kar 49 srednjih in poklicnih šol iz vse Slovenije. Skoraj 400 mladih ljudi je bilo na dogodku v festivalni dvorani v Ljubljani in zelo aktivno so sodelovali v pogovoru z evropskimi poslanci. In ko si opazoval te mlade ljudi, si lahko ugotovil, ne drži čisto do mlade evropska politika in nasploh politika ne zanima, ne? Da to je zgrešena formulacija. Jaz jih večkrat obiščam na šolah in moram povedati, da na začetku pač se pogovarjamo, malo jaz kaj povem, malo njih vprašam. Pol na koncu si že jaz zapiske delam, si mislim, to so pa dobro povedali, to si pa moram zapomniti. Tako da mislim, da malo podcenjujemo ta mlade, ne? Sploh, ko rečemo, da jih nič ne zanima, to nekakor ne drži. Nekakor ne drži, samo vzeti si je treba čas za njih. In je pa res, da se je spremenil način komuniciranja. Danes so mladi na internetu, na družbenih omrežjih. In to je tudi nekako naloga Evropskega parlamenta, da pridemo tja k njim, da govorimo z njihovim glasom. Ne pa da pričakujemo, da bodo kupili, ne vem, časopis in ga potem na tradicionalen način brali, ne. Pač moramo najti način, kako njih aktivirati, ker v mladih je entuzijazem in zmeraj bo entuzijazem. In ne samo to, oni zelo še pozitivno gledajo na stvari, ne, in še imajo to željo stvari spremeniti. In zato mislim, da je zelo pomembno, da dejansko grejo na naslednjo leto na volitve, dajo svoj glas. Njihov glas je enako vreden, kot je vaš glas, kot je moj glas, kot je glas predsednika države. In naj ga izkoristijo, ne. Naj ne pridejo s temi, včasih pridejo izgovori kot, jaz sem pa pasiven, jaz hočem biti pasiven v teh političnih odločanjih, ne. Ker dejansko niso pasivni. Oni so aktivni s tem, da pustijo drugim glasovati, ne. No, zanimivo iz raziskave Eurobarometra te letošnje je tudi podatek, da je Slovenija nad evropskim povprečjem po vprašanju, ali je članstvo v Evropski uniji koristno. Kar 72% Slovencev ocenjuje, da je koristno, da je Slovenija vstopila v EU. Ja, seveda, se zavedajo, da se je blaginja nam povečala, ne. Saj tudi, samo pogledajte vaše regije, sem na Dolenjskem, koliko stvari se je spremenilo. Ravno danes, preden sem prišla sem malo pogledala razne projekte, ki jih je Evropska unija podprla v tej regiji, ne? In je, tukaj sem si zdaj izpisala 4 projekte, ne? Recimo tudi Terme Dolenjske Toplice, ne? 2,7 milijona je šlo za izgradnjo prizidka hotela. Potem za farmo GRS 10,6 milijona. Dežela Kozolcev, to je pravzaprav projekt Evropske unije, 306 000 evrov. Potem tudi Krka, čiščenje reke Krke, 30 milijonov. Tako da, ampak to sem sam par projektov zbrala, teh je ogromno, ne, in vse regije se razvijajo, je drugačna slika, kot je bila 25 let nazaj. In nekako ljudje se vseeno tega zavedajo. Je primerjavi z drugimi celinami sveta, državami sveta, smo obljubljena dežela. Zamislite si prebivalce, ne vem, držav Zahodnega Balkana. Kaj bi oni dali, da bi tukaj bili, ne? Pri nas pa to postane tako samoumevno, ampak nekje v sebi vemo, da članstvo je boljše kot biti zunaj, ne. No, zanimivo je med drugim pa tudi to, da kljub vsem tem pozitivnim učinkom, ki ste jih navedli, pa še vedno več kot polovica Slovencev ocenjuje, da je premalo obveščena o evropskih vprašanjih. Neka pasivnost se v tej anketi Eurobarometra oznanja. Ja,
S tem se nekako soočamo vsak dan znotraj inštitucije Evropskega parlamenta. Premalo so obveščeni, premalo se zavedajo. Morda res zaradi tega, ker je to samo po sebi umevno. Tu bi omenila en podatek, ki pogosto preseneča Slovence, ko jim povem, da je več kot 70% zakonodaje, ki velja v Sloveniji, da je bila sprejeta na evropski ravni, skupaj v njej je tudi te zakonodaje, tudi soodloča Evropski parlament in potem je bila implementirana v slovensko zakonodajo. Tako da dejansko stvari se dogajajo na evropski ravni, ali v Bruslu, kot bi rekli, ne? In se potem implementirajo. Zelo težko boste našli kak slovenski zakon, kjer ne bi pisalo v skladu z to in to direktivo ali pa s to in to uredbo. In tu je na vsakem koraku, tu ne govorimo samo, da je Evropska unija zagotovila mir ali da je življenje brez meja, tu govorimo tudi o takih zelo konkretnih stvari, kot je, ne vem, roaming, recimo, to večkrat omenimo, ne, roaminga, gostovanja več ni, ne. To vprašanje je tudi tukaj na Dolenjskem zelo aktualno, ne. Je seveda zelo aktualno, ne. Da pomisliš, da bi jaz pred 5 leti razmišljala, kako bi bilo fajn, da bom šla na morje in bom z Hrvaške in bom telefonirala zastonj, bom poklicala zastonj svoje starše v Sloveniji, mislim, zastonj po istih tarifih svoje starše, ne. To je bilo nekoč tisto nemogoče, ne. Danes smo že pozabili, da pravzaprav to je Evropa naredila, ne. In cel kup je takih stvari, in nizkocenovni poleti letalski, in Erasmus program. 9 milijonov mladih je že se je udeležilo tega Erasmus programa. In ravno sem brala neke študije, pravijo, da je toliko parčkov nastalo, to tako malo za intermezzo, ne, toliko parčkov nastalo zunaj znotraj tega programa, da ocenjuje, da je že 1 milijon dojenčkov, Erasmus dojenčkov. Erasmus babies. Zanimivo. Ja. Torej, tudi to je plat Evrope, ne? Ja, tudi to je plat Evrope, ja. Ali pa recimo ti, ki so obiskali Erasmus program, ti mladi, ne, so tudi razne analize bile narejene, koliko več možnosti so imeli kasneje, da so dobili delo, da so našli delo, da so se boljše znašli v delo, da so potem prišli do vodilnih pozicij in to. Tako da na vsakem koraku je Evropa. Verjetno jo je toliko, da smo pač malo že pozabili na to, da je tu. Da je to nekako samoumevno, ne. Zanimivo pa je, da ko se pogovarjam recimo z vami, z ljudmi, ki ste, bom rekel, tedensko na relaciji Strasbourg-Bruselj, bodi si z vami ali pa s kakšnim od naših 8 evropskih poslancev, vsi mi razlagate, da imate drugačen pogled na Slovenijo kot tisti, ki mogoče, ne vem, gredo enkrat na leto kam, ali pa tudi ne, kot Slovenci, ki so doma. Da bolj čutite to Evropo, no? Te priložnosti, vse te možnosti. Ja, verjetno. Vse mladi jih tu čutijo preko. Veste, na teh osnovnih, srednjih šolah, tudi na fakultetah, ki obiščemo, to je zmeraj. Tam običajno zmeraj vprašam, a je že kdo šel na kakšno izmenjavo, ki je bila pač znotraj Evropske unije. In to je več kot polovica jih je. Ja, so že bili. Zelo pogosto, ko jih vprašam, ste že bili v Evropskem parlamentu, zmeraj je kdo, ki je že bil. Tako da so že nekako okusili te sadove Evrope tudi z tega vidika. Ampak mogoče se ne zavedajo, samo po sebi umevno. Spet se vrnemo na to točko. Tako. Torej, maja prihodnje leto evropske volitve, to je pomembna zgodba tudi za Slovenijo, kot ena od enakovrednih članic Evropske unije. Absolutno. Za Slovenijo še posebej pomembno zato, ker je na prejšnjih volitvah bila tako nizka udeležba. Samo 24% Slovencev je šlo na evropske volitve. In analize pa kažejo,
da smo Slovenci zelo proevropski. Mi smo tudi naredili še neke analize, ki so pokazale, ki smo vprašali te, ki niso šli na volitve, zakaj niso šli na volitve. In okrog 70% jih je za Slovenijo. V Sloveniji smo nekje, smo drugi v vrsti teh z takim odgovorom. 70%, lahko vam točno povem, sem si še sem se zmotila. 58% jih je trdilo, da niso šli zaradi kakšnih tehničnih ali osebnih razlogov. To pomeni, ker, ne vem, ali so imeli kakšno družinsko praznovanje, je bilo lepo vreme in so šli na morje, je bilo deževalo, pa so ostali doma in gledali filme ali karkoli. Ali pa zato, ker niti niso vedeli, da so volitve, ali ker so bili mogoče, niso bili v Ljubljani, pač pa so šli na Štajersko in niso vedeli, da lahko bi tudi tam glasovali, če bi pravočasno kaj naredili za to. Tako da tisti, ki so pa odgovorili, da niso šli voli zaradi kakšnih ideoloških ali političnih razlogov, teh pa je v Sloveniji samo 20%. Ne? To pomeni, imamo kar dosti ljudi, ki se še jih bi dalo, pač malo dregni, ne? Dajte, pojte, ne? Se kaj, koliko jih to stane? To stane, ne vem, mene 7 minut, ne? Da pridem tja, pridem nazaj pravzaprav. Ne? Odločamo pa o tem, kdo bo nekako odločal o naši prihodnosti naslednjih 5 let. Pomembno je povedati vsem, ki naju zdaj spremljajo, ne, da vsak glas šteje, kajti s tem, ko gremo mi na volitve, kot državljani Evropske unije gremo na volitve, imamo priložnost, da izberemo sestavo Evropskega parlamenta. Tako je. To je v bistvu vprašanje, katerega se mogoče tudi v drugih evropskih državah ljudje premalo zavedajo. Ja, predvsem v teh vzhodnjeevropskih državah je udeležba nizka. Mi smo sicer čist na repu, ne. Za nami so še, mislim, da Slovaška, Hrvaška, pa smo pa že kmalu mi. Ja. So pa tam države, ki pa skandinavske države, tu imajo tam 70+ udeležbo. Nekaj je tudi o kulturi, tej kulturi volitev. Pač v nekaterih državah res to občutijo, kot to pa je zdaj naša dolžnost, da gremo. To pa je naša, ne samo pravica, pač pa tudi dolžnost, da povemo, da odločamo, kdo bo odločal naslednjih 5 let o evropski politiki. In tako, kot smo že omenili, 70% zakonov, ki veljajo v Sloveniji, se na evropski ravni sprejema, se pravi tudi o tem, kaj bo v Sloveniji veljalo. Ne? In jaz večkrat rečem, da pravzaprav bi se to moralo začeti, že to ozaveščanje, že pri starših, že v vzgoji. Jaz poskušam tudi mojo 6-letno hčerkico peljati na volitve, da sem ji razlagala, zakaj iti na volitve, kaj bomo tam odločali. In nekako tudi moji starši so to počeli in jaz zmeraj grem na volitve in če ne grem na volitve, pa imam prav slabo vest. Ne? In jaz mislim, da se tam začne. Potem bi se moralo začeti tudi že v šoli, ne? Da se da se ta državljanska vzgoja, oziroma to zavedanje o aktivnem državljanu, kaj to pomeni, da se poskuša tam zbuditi. Ne. Je pa tudi dosti na nas, ne, ker smo delamo tukaj zdaj v Evropskem parlamentu, ne, kako informirati ljudi o tem dogodku, kako jih s tem, pač kako jih motivirati, da bodo tisti dan pač stali in šli. In v naši kampanji, ki bomo jo mi imeli, če lahko temu kampanjo rečem, jo imenujem, no, pač vse te akcije, ki bomo zdaj izvajali pred volitvami, bo glavni cilj prav to, da grejo, ne koga voliti, ali levo, ali desno, ali zeleno, ali karkoli. Ne, samo da pojdite tja in dajte svoj glas in odločajte vi.
In ne pustite, da to jaz mladim rečem, a želite, da bodo profesori za vas odločili? In pa si, ne, to pa ne. Ja. V prihodnjih mesecih do evropskih volitev zagotovo boste doživeli eno vprašanje, ki ga bom jaz sedaj zastavil. Zakaj pa naj grem na volitve? Kaj boste odgovorili? V najinem pogovoru sva že malo razdelala te stvari. Zakaj naj grem na evropske volitve, se mislim? Zato, ker se Evropi odloča o tem, kakšno bo življenje v Sloveniji. In tu lahko še enkrat povem čist navadne stvari, kot so, vsakdanje stvari, kot so roaming, kot so recimo, smo rekli tudi Erasmus program, kot je geoblocking, to je to, ko kupujemo po internetu a želimo, ko kupujemo po internetu, da zato, ker smo pač Slovenci in hočemo kupiti, kupiti na neki nemški spletni strani, kako se počutimo, če nas zablokirajo, reče, vi pa ne morete kupovati tu pri nas, ker ste pa Slovenec. Ne. To z Evropo ni mogoče. Ogromno Evrope naredi na področju okoljevarstva, kmetijstvo. Celotno kmetijstvo se odloča na evropski ravni. In naše življenje je boljše zaradi Evrope. Naš standard je višji zaradi Evrope. Skratka, ogromno je teh nekih vsakdanjih stvari, s katerimi se dnevno srečujemo, ki jih je pač prinesla ta Evropa, katere sestavni del je tudi Slovenija. Poskušajte se vživeti v mlade Britance, ki imajo zdaj res polno glavo skrbi, kako bo pa zdaj njihova prihodnost. Kje bodo študirali? Kje bodo delali? A bodo res morali tam na otoku zmeraj ostati? Se ne bodo, ampak potem naenkrat se začne zavedati vsega tega. Jaz sem večkrat rekla, najboljša kampanja za evropske volitve bi bila, da bi nekako lahko se prestavili v obdobje, izpred, rečemo, 25 let. In mi nekje tam, 2 tedna tam živeli, pa bi rekli, hočemo nazaj. Sem prepričana. Kateri bodo neki ključni izzivi pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, ki jo vodite v prihodnjih mesecih po poletnih počitnicah? Glaven izziv bo to, da bomo poskušali doseči čim več ljudi. Čim več ljudi, s čim večjimi ljudmi se srečati, pogovarjati in tudi njih nekako vključiti v to naše akcije. Dajte še vi promovirate. Če ste proevropski, če ste proevropski, če se zavedate tega, kaj pomeni demokracija, kaj pomeni iti na volitve, kaj pomeni Evropa, vse to. Dajte nam nekako, stopimo skupaj in dajmo združiti naše moči in mogoče lahko skupaj prepričamo čim več ljudi. Jaz večkrat rečem tem mladim, zakaj pa ne bi na volitve peljali še 2 prijatelja? Ali pa zakaj ne bi poskrbeli, da vaša starša gresta? Takšne majhni koraki na koncu pripeljajo do malo večjega odstotka, kot je bil na prejšnjih volitvah. In veliko bomo v vseh regijah z različnimi dogodki, za mlade, za starejše, z mediji bomo ogromno sodelovali. Tako da jaz upam, da boste nas čim več videli, slišali, ampak v pozitivnem smislu. Če zaključim, lahko rečeva, dolg čas ne bo pred evropskimi volitvami prihodnje leto. Absolutno ne bo. Ste optimistka? Ja, jaz sem optimistka, seveda. Jaz sem optimistka in se pravzaprav veselim tudi te kampanje tega leta. Bo naporno, ampak dobiš pa ogromno energije in entuzijazma od ljudi, ki jih srečaš. In moram povedati, da do zdaj kakšnih slabih odzivov, kakšnim slabim odzivom nisem bila priča.
To je zelo dobro. Manja Toplak, vodja pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, hvala lepa za ta zanimiv pogovor, da smo imeli skupaj z našimi gledalci možnost spoznati ustroj Evropske unije še malce drugače, skozi vaše drugačne, dolgoletne izkušnje. Hvala lepa in lepo poletje in potem jeseni vse poti vodijo na volišče, evropska volišča. Najlepša hvala vam, hvala za povabila. Vam, cenjeni in cenjene, pa hvala lepa, da ste spremljali ta pogovor in imejte še lep in doživet večer še naprej. Srečno!